Kako pa ste se lotili izobraževanja oziroma izboljšave prehranjevalnih navad vaših zaposlenih? Mi smo sodelovali z gospodarsko zbornico, naša mentorica je bila Helena Okorn, ki nam je svetovala, kako ćemo mi izboljšati v bistvu naše obstoječe jedilnike, kaj ćemo spremeniti, dodati v tem smislu. Sodelovali smo v projektu Zdrava izbira, s tem, da smo mi pa te jedi v bistvu celotno malico vključili na naš jedilnik. Imamo cirka 5krat na tednu, 3krat do 5krat, probamo imeti v bistvu vsak dan vse eno malico z jabolko. Drugič smo še pa izvajali v bistvu ogromno drugih aktivnosti, od delavnice, kuhanja, zdrave prehrane, v bistvu stvari malo drugače, kako pripraviti neko stvar, da je malo bolj zdrava. Kako ste vi vzpodbudili gibanje zaposlenih v vašem podjetju? Ja, v Petrolu imamo več ukrepov z področja promocije zdravja na delovnem mestu. Na letni ravni so tradicionalne tako imenovane zimske in letne športne igre, pri katerih je udeležba tudi čez 1000 in več, kar pomeni, da so sodelavci ti dve aktivnosti zelo dobro sprejeli. V lanskem letu pa smo pripravili poseben projekt Sprejmeš izziv, kjer sodelavce vzpodbujamo k boljši telesni kondiciji, fizični kondiciji in tudi seveda posledično k boljšemu počutju, boljši vpetosti, spoznavanju zaposlenih. In v tem projektu sodelavci lahko spoznajo povsem nove športne discipline, nove aktivnosti. Nekaterim je to izziv, drugi pa se lahko preizkusijo z sodelavci, ki so na tem področju že prav uspešni. Poleg tega pa na mikroravni, na dnevni ravni spodbujamo tudi tako imenovane aktivne odmore, ampak samo na ravni posameznega zaposlenega, ker v večjih organiziranih skupinah zaradi infrastrukture to ni mogoče izvajati.